Jaka Mur, pa letos predavam o laserjih in sicer od fizike do znanstvene fantastike in mogoče še nazaj. Zdaj, s fiziko bom začel zato, ker sem fizik. In sem se z laserji ukvarjal že tam nekje od polovice faksa naprej, pa do konca doktorata, pa se pa nisem nehal. Ker delam na fakulteti za strojništvo v laboratoriju za fotoniko in laserske sisteme, da se z laserji načeloma srečujem vsak dan, no, če mi pustijo v laboratoriju, če moram pa imeti študente, pa druge stvari pa mogoče kakšen dan spustim, ampak tako, no, na dnevni bazi se srečujem z laserji, zato danes tole predavanje v takem vrstnem redu. Kakšni se mogoče spomnite, da sem imel lansko leto predavanje o potovanju skozi čas. Zdaj, za razliko od potovanja skozi čas bo letos tema taka, ki se res da ogromno povedati. Jaz bom poskusil ogromno povedati z vidika zelo dobro določene znanosti, tudi potovanje skozi čas se da povedati, ampak stvar ni tako dobro določena. Jaz bom poskusil vam dati en okvir, ne da bi zašel v kakšne zelo težke koncepte. Pa če mi ne bo uspel dobro, malo pomahite, pa kaj vprašite vmes, ni problem, se znam ustaviti, ne rabim imeti neprekinjenega monologa. Ok, kot rečeno, fizika laserjev. Zato, da bomo nekaj razumeli, če se gre v drugem delu, oziroma v drugih dveh delih predavanja, bomo začeli s tem, kaj sploh je svetloba. Ok, sliši se izjemno preprosto, pa mogoče lahko tudi ni. To se pravi, svetloba, to, če mu rečemo svetloba, je en del spektra elektromagnetnega valovanja. Kaj to pomeni? Elektromagnetno valovanje je nekako vse od gamma žarkov, na vrhu, če gledate, prek rentgena, ultravijolične svetlobe, vidne svetlobe, pa potem v infrardečo svetlobo, pa naprej v del, ki mu ne rečemo več svetloba, ne radarski valovi, pa potem še radio in naprej. Spektr pomeni, da so te različna območja razdeljena, recimo ali po valovnih dolžinah, ali pa po frekvencah. Zdaj, sicer svetloba, kot rečeno, elektromagnetno valovanje, ampak če ste poslušali kaj več fizike, veste, da je ekvivalentno obstaja tudi delčni opis svetlobe. To bomo v nadaljevanju mečken rabili, bomo omenili tudi fotone, ampak se ne bomo preveč citirali v glavnem, pa ne bomo šli v detalje, no, obljubam. Zdaj, čemu zares rečemo svetloba, je tipično tamle med ultravijolično pa infrardečo. Zakaj te dve imeni? Zato, ker vidni del svetlobe, tisto, kar naše oči zaznajo, je tamle nekje med vijolično svetlobo, pri najkrajših valovnih dolžinah, pa preko modre, potem pridemo počasi v zeleno, preko rumene v rdečo. Na eni strani gremo čez, gremo v infrardečo, tega ne vidimo več. Na drugi strani gremo spod, gremo v ultravijolično, tega spet ne vidimo več. Zakaj se to ukvarjamo? Pravzaprav svetlobo. Svetloba je en ključen vir energije na Zemlji. Od Sonca dobivamo na površju približno 1000 vatov na kvadratni meter svetlobe, severne, če hočete, ki je razdeljena takole nekako, kaj kaže na grafu. Kaj mi vidimo, je ta del, ki mu rečemo vidna svetloba. Jaz bom tukaj samo en primer. To se pravi modra, tole en cen laserček modra, zagotovo vidimo. Potem se da preklopiti, imamo zeleno, jo vidimo še v resnici precej boljš, slučajno je ta laser še malo močnejši v zeleni. Rdeča. Prav, to so tri, rečemo, glavni deli svetlobe, zato, ker so naše oči tako občutljive, ne zato, ker bi bile kaj posebnega, zato, ker imamo v očesu tri različne detektore svetlobe, eni detektirajo modro, eni rdečo, eni pa, sem spustil
zeleno svetlobo. To se pravi, kaj v resnici vidimo, če pogledate zgolj, da sliki en res droben del spektra elektromagnetnega valovanja, tisto, kar zaznamo z očmi, neki svetlobe zaznamo lahko tudi s kožo, kot v obliki toplote, infrardeča svetloba od sonca je tisto, kar vam daje, ali pa v radiatorju, če stojite zraven, čutite toploto, čutite v resnici infrardeči del svetlobe, ki se absorbira v kožo. Ok, za ogrevanje o svetlobi, zdaj pa, če predavanje v laserih, moramo začeti govoriti o laserih, če ne bo časa znati. Prav, v čem je laser drugačen od luči, ki imamo tukaj, od žarence, od LED diode? Če začnemo mogoče pa čist navadni žarenci, čist navadna žarenca je eno tako podobno svetilo kot sonce, noter je ena zelo vroča nitka, sonce je pač ena zelo vroča krogla, v principu ni zelo drugač. Žarenca, to bi sigurno vsak znal povedati, žarenca načeloma svet približno v vse smeri, pa svet različne barve svetlobe, podaja pač nekaj od ultravijolične prek vseh barv vidne, pa še v infrardeča, čutite, da je žarenca topla nadaljavo, ko čutite, da ne rahne se je dotakniti. Pa ne samo, da svet žarenca v vse strani, pa vse barve, tudi ne svet zares hkrati, če ste gledali na zelo kratke časovne skale, mogoče obdaje en rdeč foton, pa en moder, pa en zelen, pa še enega zelenega, pa spet modrega, pa dva rdeča, pa tako naprej. Te fotoni med sabo niso nič povezani. Kar se izseva v tistem momentu, se izseva. Ta svetloba je najbolj mešana, kakor je lahko mešana svetloba. Potem diode, tukaj je pač na primeru modre diode slikica. Modre diode svet bolj manj samo modro svetlobo. Še vedno svet vse smeri, pa še vedno v času te fotoni med sabo niso povezani. Tako zdaj en potem. Potem imamo pa na prvi slikici laser. Čem je laser drugačen, bo še tukaj pogledate. Vidite, laser svet pa v eno zelo dobro določeno smer. Iz tukaj pa do stene ostane pikica. Smer imamo zelo dobro določeno, kar je že dober začetek. Valovno dolžino imamo zelo dobro določeno, to se pravi, ta rdeča barva ni zdaj kar ena rdeča, ali pa zelo velika rdečih med sabo pomešana, ampak je ena določena rdeča barva in vedno ista. Vsakeč, ko počnem, bo točno ista rdeča barva. In še, kar je pa mogoče za nekatere uporabe laserjev ključnega pomena, je, da se ta svetloba vsebuje fotone, ki so si zelo podobni, ki so hkratni. Temu rečemo, da so v fazi. To predstavljajo teli valovi tam spodaj. Lahko si predstavljate, recimo, da na obalo pride val in pride na celotno obalo naenkrat in potem pluškne in potem je presledek do naslednjega in spet pluškne na celo obalo. Taki svetlobi, ki jo laser daje, rečemo, da je koherentna. Zdaj, ker je to tak malo hecen koncept pomahanja z rokami, bo pravzaprav na fakulteti pripravili en video, ki bom še na enem malo bolj plastičnem primeru razložil. Koherenco si lahko ponazorimo s primeri usklajenega delno. Koherenco si lahko ponazorimo s primeri usklajenega, delno usklajenega in neusklajenega premikanja ljudi in živali. Naključna hoja, kjer se ljudje premikajo v mnogih smerih, z različnimi hitrostmi, je primer nekoherentnega premikanja. Usmerjeno premikanje, kjer premikanje vseh ovc poteka po isti poti in v isti smeri, vendar s različnimi hitrostmi, je primer delno koherentnega premikanja oziroma prostorske koherence. Usklajeno, ritmično korakanje na vojaški paradi, kjer se vsi gibajo usklajeno in v fazi, je primer koherentnega premikanja. Tako da nekako korakajo fotoni z laserja, to je bil ta primerjava. Tukaj bi se še malo ustavil v osnovah laserjev. To se pravi, ena bistvena delitev, kako razdelimo laserje, seveda kar po valovni dolžini, zato ker ima svetloba precej različne lastnosti v odvisnosti od valovne dolžine, v katerem delu smo, to se pravi UV, IR ali pa vmes, vidno v območju.
tipično niso dost izven 200 nanometrov, kot 2 mikrona. Potem pa še obstaja en malo posebni laserji, kot 10 mikronih, ki je dost drugega, tipično niti ne obstaja. No? So izjeme seveda, ampak tipično ne. Potem druga delitev laserjev, ki je zelo pomembna, je po trajanju delovanja. Tale laserski pointer, ki ga imam tlele, je ves čas prižgana. Tista pika, se mogoče, če zelo v piko gledate, se vam zdi, da večkrat utripa, ampak to ni posledica tega, da bi pika bila kaj nestabilna. Ta pika je ves čas prižgana, opazujete interferenco malo zraven, ampak drugič, če vas bo zanimalo. Lahko so pa laserji tudi pulzni. Pulzni laserji se izkaže, da so za velik stvari bistveno bolj uporabni, zato ker se razvoj tehnologije pripeljal do tega, da imamo laserje, ki delujejo, ki oddajajo pulze, ki so lahko zelo kratki, na nivoju femtosekund, to je 10 na minus 15, oziroma enka pa 15 ničel od zadaj, je 10 na 15, to se pravi ena deljeno s tem, en tak delček sekunde traja svetlova, potem je pa nekaj časa ni, potem se pa ta puls ponovi. In obstajajo laserji, ki imajo femtosekundne pulze, pikosekundne, nano, mikro, mili, to se pravi na vseh mogočih skalah, na vseh možnih trajanjih najdete laserske vire in hkrati tudi frekvence, s katerimi se te pulzi ponavljajo, lahko obsegajo izjemno širok območje laserji, ki posvetijo enkrat na 15 minut ali pa enkrat na sekundo ali pa 100 000 krat na sekundo, to vse je možno, seveda vpliva na druge lastnosti laserja, ampak določene načini delovanja imajo svoje prednosti za uporabo. Spet pridemo do tega, kakšne se uporabe. Na desni strani ena najbolj preprosta schema tega, kako zgradimo laser, pravzaprav 3 najpomembnejše komponente. Osrednji del laserja je aktivno sredstvo, oziroma active medium, piše na sliki. Aktivno sredstvo, kaj je tukaj aktivnega? Je to, da v aktivno sredstvo dovedemo energijo. Če v en material dovedete energijo, vzbudite elektron. Kaj pomeni, da jih vzbudite? Pomeni, da tisti elektroni niso več zadovoljni, da bi sedeli zraven atomov in bili v tem stanju praktično nedogled, ampak imajo kar naenkrat več energije, tako kot majhni otroci, ki imajo preveč energije, šibajo okrog. Malo se začnejo premikati, malo začnejo migati, ampak to stane in ne ustreza najbolj, zato se te elektroni s časoma vrnejo nazaj v osnovno stanje. In zdaj, to je ta drugi del, ki je nujen, rabimo vzbojevalni mehanizem, excitation mechanism na sliki. Rabimo način, kako energijo dovesti v laser, kako laserju dati energijo in iz te energije, ta recimo v obliki, lahko pride v obliki elektrike, v obliki svetlobe, tudi celo prek kemijske reakcije obstajajo laserji. Imamo energijo, imamo vzbojene elektrone, elektroni se vrnejo nazaj v osnovno stanje, ko se elektron vrne nazaj v osnovno stanje, oddaja en foton svetlobe. Kam gre ta foton? Ja, gre kamor hoče, naprej, nazaj, levo, desno, nima ene posebej preferenčne smeri. V laserju pa imamo eno zelo določeno smer, hočemo imeti, v izhod. Zato potrebujemo še par zrcal, da ustvarimo laserski resonator. Torej, da omogočimo, da se tista svetlova, ki gre slučajno proti enemu od teh 2 zrcal, da se odbije nazaj noter v aktivni medij, takrat se začne ta tisti proces, ki ga želimo, laser. Kaj pomeni laser? Je bil v resnici včasih, to je zdaj splošno uveljavljena beseda, včasih je to, začel se pa kot kratica. Light amplification by stimulated emission of radiation, LASR, ojačanje svetlobe s stimulirano emisijo fotonov, je mogoče najbolj slovenski prevod, čeprav so v resnici same tujke. Ko pride foton nazaj noter, zaradi atomskih nivojev, bo srečal en elektron, ki bo želel dati enak foton. Ampak, če je zraven en foton, zraven vzbojenega elektrona, se pa zgodi hec,
da tisti foton pa ne gre več kamorkoli, ampak gre skupaj s ta-prvom. Imamo zdaj par fotonov, ki gre v ta pravo smer. Tukaj pa začnemo dobivati potem to zelo dobro definirano pa ojačano svetlobo, ki ne gre v eni smeri proti izhodu. No, tukaj sem v bistvu že obdelal dve točki, zakaj je sploh laser, eno barvnost pa usmerjenost. Seveda ne smemo pozabiti, da gre za brezstičen prenos energije, sem sekunda. Kar je pa trika, še tale pikica zgleda zelo svetla. Zgleda zelo svetla, kljub temu, da je majhna, pa da imam jaz tole preklopljen na en čist navaden pomivc za telefon. Zato, ker imamo ne zelo veliko luči, ampak imamo pa na zelo majhni površini. In intenziteta te pikice, to je prav, koliko svetlo je na površino, je že višja, kot pa recimo zunaj sred poletja ob 12, ob enih, ko si najmočnejši sije sonce, tole je bolj svetlo. Tole intenzitete, če gremo pa v pulze, pa postanejo te trenutne intenzitete, ki se dosežejo seveda še rede velikosti više. Ja, vprašanje. A ta active medium se stroši? Načeloma ne. Mislim, seveda se prihaja, vedno prihaja, recimo, ko imate steklo se z leti postaja manj prozorno, zelo počasno. Tako da načeloma ne. Je pa res, da sam po sebi nič ne dela, vedno rabite zunanjo energijo, tako da pač nič mu ne vzozema. Če je dobro narejena stvar, se praktično ne. So pa pojavi staranja na zelo počasnih skalah, let delovanja. Toliko laserih, pravzaprav. Jaz bi zdaj lahko skočil na ta prav opis tega. Imamo osnoven nivo, pa vzgojen nivo, pa izkaže se, da morate dodati še ta tretjega, ampak jaz ne bi šel v to. Zasedbene enačbe, pa 3D-diferencialne enačbe, pa treba rešiti, da dobite, kako laser dela, glede na to, kako ga črpate. Ful je še tega v zadnji, samo to sem hotel pokazati. Ne bom o tem govoril, brez zamere. Kje najdemo laserje? To so zdaj pravzaprav, začnem s tistimi malo bolj dolgočasnimi aplikacijami, ki jih mogoče srečate vsak dan, pa že niti ne pomislimo več, laserski tiskalnik, skener v trgovini, CD, DVD pogon je že pravzaprav zastarel. V gradbeništvu imate laserske merilnike, razdalje, linijske laserje, da so ploščice lepo položene, da ni treba vrvice napenjati. V medicini, recimo, odstranjevanje tatujev, operacije oči, element blizu je seveda tehnika, graviranje, rezanje, vrtanje, vrjenje, površinsko strukturiranje, kupno obdelav materijala. Tele laser čist počasno trakce reže eno bakreno plast, v naslednjem koraku bo naredil še obrobo strukture, še dodatno zarezal v strukturi, potem bo pa te trakce še pogrel. Zdaj zakaj? Gre počas gre zato, ker je zadeva natančna. Potem pa imamo seveda še uporabo, naprimer v komunikacijah, tega je zelo veliko, to se pravi optična vlakna za prenos podatkov, pa tudi laserji kot nekučni pripomoček, bistveno lažje se z laserjem pokaže, kako poteka odboj svetlobe na zrcalu, take čisto osnovne stvari, ki se tam nekje konc osnovne šole obravnava, se bistveno lažje pokaže z laserjem, pač dobro usmerjen vir, kot pa s čim drugim. Pa je tudi zanarjeno. Prav. Oziroma pa tja, ko smo hoteli biti, laserji v fantastiki. Prav. Jaz sem, pravzaprav sem imel v mislih, sem imel Star Wars, itak. Seveda sem začel malo brkati, ko sem bil malo razočaran v predpripravi na to predavanje, da pravzaprav pa ni dosti drugega. Ampak je, se da nekaj najdeti. Pogledaj bomo eno sceno James Bond Goldfinger, arhivski film, lasersko rezanje. Seveda bomo pogledali malo tudi sceno in pa še, se pa mogoče malo pogojno tractor beam oziroma vlečni žarek, ampak bomo videli, zakaj je zanimiv še na enem primeru. Pa jaz predlagam, da tele kar nadaljujemo.
I do have a new toy, but considerably more practical. You are looking at an industrial laser, which emits an extraordinary light not to be found in nature. It can project a spot on the moon, or at closer range, cut through solid metal. I will show you. This is gold, Mr. Bond. All my life I've been in love with its color, its brilliance, its divine heaviness. I welcome any enterprise that will increase my stock. Which is to do. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. The purpose of our two previous encounters is now very clear to me. I do not intend to be distracted by another. Good night, Mr. Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. There is nothing you can talk to me about that I don't already know. Tale primer se v resnici presenetljivo dobro rojeva s tem, kako zares izgleda lasersko rezanje. Jaz imam seveda pripombo na varnost, z laserji se z razlogom zaščitno očala, ker za tako lasersko rezanje je bilo tukaj prikazano z recimo moči laserja na nivoju nekaj kilovatov. Domač pomeni, da fanta ne bi tak nič več videla, ker bi uslepela, tako kot se požge, V resnici pa stvar izgleda tako dosti drugač, Tole je en sodobni industrijski laser, ki zrez že jekleno cev plus vodeljo vsega skupaj ima še par osi rotacije in translacije dodane, ampak v relativno kratkem času laser naredi zaželene izreze, odreže jekleno cev in zadeva je končana. Na desni strani sta dva primera malo bolj fine, malo manj grobe obdelave, kot pa je lasersko rezanje z ogromnimi močmi. Sta dva primera se postili našega laboratorija. Recimo, po eni strani lahko režete čez centimeter kovine, po drugi strani pa lahko bakar odstranite iz plastične folije, tako da plastično folijo od spodaj preživi. Kar je dosežek, ki je težko ponoviti skoraj kjerokoli drugo metodo. Ali pa recimo zrežete ven tole takih 12-13 mm dolga taka vilca, bomo rekli, ki ima vsako vejo široko dobrega pol milimetra, je pa iz kvarca. Če boste šli steklo rezati spet skoraj čemkoli drugim, se ne bo preveč dobro končal, praktično vam bo zadeva razpadla. Ampak ja, lasersko rezanje je. Sem vendar najdel v fantaziji eno dobro uporabo, James Bond oziroma Goldfinger se je potrudil tam zrezati svojo zlato mizo. Ja. Kaj pa naredi v bistvu laser bolj močno, recimo, če primerjamo s tem, ko sveti, pa ne bi mogel razredati? Seveda. Tukaj seveda lahko dam prst, pa se sam rdeče svet, Ja, za začetek rabite vložiti noter več energije, pač po tem kablu ne bo nikakor prišlo dovolj elektrike, da bi lahko dobili ven takšno količino svetlobe. Zdaj, če bi seveda po drugi strani potem spet, če bi tukaj not naredili neko ogromno količino svetlobe, bi enostavno laser zgor, tako da morajo biti vse ostale optične komponente pač primerno izbrane, da zdržijo. Ampak, ja, v principu pa rabite sem več materijala, pa več energije vložiti noter, da dobite ven več svetlobe. To ne gre neomejeno, saj ne znamo, ampak načeloma ni problem. Če rabimo več energije, je naslednji primer
po mojem izjemno znano. Commence primary ignition. Death Star ustreli svoje aktivira svoj turbo laser, mislim, da je nečem stavljeno slovenska beseda, in razstreli cel planet z enim strelom. Jaz sem se seveda vprašal, koliko energije pa rabimo za to. Sem tudi gotovo, da nisem prvi, ki se je to vprašal, drugi na spletu zračunal, pa nisem bil delati stran, mogoče za faktor 5 ali pa 10, ampak ni tako bistveno. Recimo, da bi rabili približen 1 kubičen kilometer materijala pretvoriti v energijo, ko slavni Einstein enačba energije je 1 cel kvadrat, sprav polovica tistega kubičnega kilometra je snov, druga polovica je antisnov, direktno pretvorba v energijo, pa gre planet. Sam 1 kubičen materijala, kilometer materijala kontrolirano pretvoriti v energijo. Ne, saj Death Star mislim, da je 160 km počez velika vesoljska ladja, tako da ima lahko noter rezervoar velikosti 1 kubičnega kilometra, sprav kilometr krat kilometr. Še zmer se predstavljam, da je kar izziv tako količino energije obvladovati, ampak ne bom rekel, da je povsem nemogoče izvesti tak laserski strel. Ok, naslednja scena čuje bil. Commander, 2 Vipers are approaching us from behind at just sublight speed. Who is it? What are they up to? Identify. Pegasus is closing the target range. 2 base ships directly ahead. Shield. Ok, mora biti malo piu-piu. To se pravi laser kot orožje, kot pač laserski izstrelki namenjeni medsebojnemu uničevanju vesoljskih ladij. Pa še ena scena iz, to je bila Battlestar Galactica, originalna serija, priznam, da je nisem gledal, ampak v rebootu ni laserjev. Ok, zdaj pa ena lična daljša scena iz Andor Star Wars nove serije, vključuje 2 zadevi noter, ko se splača ničko počakati. Identify yourself, Holcroft. I need an active transponder ID. Preference Holcroft. Working. Sorry, can you repeat back, please? This is an Imperial patrol. Stand by for transponders, yeah. ID found. Yes, this is Alderaan 129-12505. Stand by, Holcroft. Run it. What's out there? Arrestor cruiser. Cantwell class. 3 clicks and closing. Is there something wrong, Patrol? There's been partisan activity in the area. This is a piracy zone. Oh, thank you for the warning. I'll be careful. You'll be standing by, is what you'll be doing. Crowd the track to be. How long are the ID? In the queue, sir. Decoy burn, port thruster 4. Rivet. Port side thruster 4. Alderaan Holcroft, please disengage any propulsion units and prepare for track the beacon. Affirmative, Patrol. I have an engine overheating here, so it may take a moment. Countermeasures charging. Check his thumb. Aberrant heat signature, port side thruster. Get boarding team ready. Prep ready, sir. Tractor beam has been engaged, Holcroft. Please power down your stabilizers. Calibrate tractor force. Calibrating. Confirm request, Holcroft. Tractor force 2. Sorry, Patrol. I'm a one-man show here. I have to manual these stabilizers. ID confirmed, sir. Alderaan Trade Alliance. Cancel the boarding? No. We can use the practice.
Prepare for boarding and inspection, Holcraft. Gauge reverse stabilizers on my throttle. Acknowledged. What's he doing? Tractor force up 5. Does he think he can get away? Reason 5. Some pirate Holcraft. Where does he think he's going to go? Final warning, Holcraft. Power down immediately or risk full consequences. Countermeasures armed. What is that? From a Holcraft. Tractor beacon is failing us. I can see that. Where's my air wing? Tractor beacon is down. Hyperspace calibration complete. Okay. Ta posnetek ima vse, ene 3 vrste laserjev, ki streljajo z ene strani na drugo, tako recimo v pulzih, rdeče laserje, continuous varianta iz ta male ladje, levo desno, pa še vlečni žarek, ki ni sicer eksplicitno optičen žark, po glede na antene bi vgibil, da ni optičen, no, to se pravi, da ni vključena svetloba. Ampak si bom pa sposodil to najprej na enem videu, pa ne delam. Zdaj naenkrat, ne rabimo zopet gleda. Ne nočem delati reklame za proizvodno orožje, ampak je pa tole zares, obstaja laserska obrambna tehnika za sestreljevanje raket, dronov, brezpilotnih letalnikov in teh granat, izstrelkov, ki letijo brez lastnega pogona. In zadeva načeloma deluje, mogoče pa malo manj spektakularno, zdaj tam ne vidi se dobro, dron je že v tarči laserja, nekaj časa, par sekund tukajle, na kar ga raznese. Brezpiloten letalnik, tudi se mu žge krilo, se skupaj polom, pade dol. Mislim, da na raketah pa granatah ta zadeva dela malo bolj učinkovito, pa v bistvu princip delovanja je, da laser sledi tarči in vsem pogreje to, da se skupaj raznese. Tako da imamo čisto resna laserska orožja, ki delujejo zelo podoben temu, kot smo videli, samo mogoče večkrat manj spektakularno. Ta drug video, ko me pa prehitil, temu pa rečemo laserska pinceta, tukaj je pa kar ena zanimiva mikroskopska tehnika. V vodi imamo steklene kroglice, to so te šproksi, ki jih vidite, pod mikroskopom. Laserski žark je razdeljen na približno 50 pikic, tako da je za vsako pikico svoja laserska pika. In te kroglice ne morejo pobegniti ven iz fokusa. In tukaj je, če še enkrat zavrti, ne more pobegniti ven iz fokusa, razen čist pri štartu, štart je bil večkrat preveč grob, tam ena ven padla iz Z-ja, pa pol čist pred koncem obrata pade ena ven iz Z-ja in na koncu videa jih je ustvarjalc, ki ga poznam, se da ne bi vedel, na roke pol z ročnim vodenjem, vodenjem laserja, z miško na zaslonu, nazaj pripelje tam ta spodno od Z-ja, pa ta zadnjo Z-ja. Tako da imamo tractor beam, sam dela,
recimo te kroglice so velike par mikrometrov, 2, 3, mogoče 5. Ampak jih znamo držati, ker je v bistvu dosti težko s čim drugim, ne? Če se predstavljate, pinceta je velika par milimetrov, na kroglica je 1000-krat manjša, ne? S pinceto te kroglice težko prijela, ne? Kakšni mikromanipulatorji bi se mogoče dal, ne? S zelo finimi iglami, pa tudi ni tako enostavno, ne? Klele pa lahko kroglico enostavno primete, pa jo boste okrog. Naslednji slajd je bil že malo spoiler. Še zadnji del predavanja, malo pohitev. Bolj fantastični od fantastike. 3 primere sem še zbral, ki so zares. To se pravi, 3 mogoče najbolj cool laserje na svetu. Okay. Zakaj so to cool? Probal vas bom prepričati, da so res. Okay. Prvi, brez zvoka, laserski interferometer za merjenje gravitacijskih valov. O tem ste mogoče že nekaj slišali. Pravzaprav ni samo en, ampak sta kar 2. Eden je tako na jugo-vzhodu Amerike, eden na severu-zahodu. Laser je postavljen na eni strani, v glavni stavbi. Nek relativno majhen laser v desnici. Potem ga pa pošljajo preko zrcal pa določenih optičnih elementov, ki omogočajo ustrezno predprocesiranje recimo tega laserskega snopa, ga pošljajo 2 kraka, ki sta vsak dolge 4 km, ampak, tako še ne bi bilo dost, v vsakem kraku se svetloba približno 300-krat odbije, tako da je efektivna dolžina vsakega kraka 1200 km. Svetloba v vsako stran prepotuje 1200 km, pride nazaj klele na delilnik žarke, ne, to je pokazati zdaj. Ja, prav, v puščavi imamo postavljeno, v čem je pa trik? Tukaj laser uporabimo zato, da zaznamo zelo natančno spremembo dolžine teh 4 kilometrskega kraka, ko pride ta tako imenovani gravitacijski val. Koliko se pa spremeni dolžina vsakega kraka, je pa tisti del, ki postane problem. Zelo malo. Sicer to bom raje prebral, da se ne bom slučajno zmotil, koliko natančno je zaznava, tako kot da bi zaznali spremembo oddaljenosti zvezde Alfa Centauri 4 svetlobna leta stran na 0,1 mm. Zdaj je šla pa ničkam bolj stran. Tok natančna naprava je, ne? In klele, tu pa v bistvu so najbolj posebni laserji, ki imajo vse lastnosti prilagojene točno temu, da se dokopljamo do ene meritve, ker recimo drugače ne bi bila nikakor možna. Ne? To je, mislim, da je najnatančnejša merilna naprava na svetu v relativnem smislu, zelo za karkoli, v tem primeru za razdaljo, ampak boljš se ne da ničesar drugega zmeriti. Pač izjemen dosežek, je pa čisto kot zanimivost, pa je en eksperiment za potrpežljive, recimo v drugem merilnem obdobju, tam med oktobrom 2016 pa avgustom 2017, v 10 mesecev delovanja tega laserja, so zaznali 7 dogodkov. Prvo so zaznali januarja. Rabite potrpljenje, da vklopite napravo oktobra, pa ta prvič, ko se nekaj zgodi, je že januar. Ne? Potem, ko se recimo razvoj takih naprav daje desetletja, pa stane milijarde. Ne? Tako za občutek, ta je ta prvi, to se pravi za izjemno natančnost, ne, nima nič skupnega z laserskim streljanjem pa rezanjem, ali čist na drugi strani je. Težko bi bilo bolj drugače. Naslednji primer je National Ignition Facility, ameriški testni poligon za jedrsko fuzijo. Tukaj grejo pa nazaj proti ekstremom, ekstremnim energijam. Ideja je, da vzamete laserski puls, ga razdelite najprej na 8 in mu povečujete energijo, pri tem, da ohranjate lastnosti te svetlobe, da ta svetloba ne pobegne, da ne rata puls predolg in tako naprej.
potem, ko tistih 8 hkratnih pulzov doseže svojo končno energijo, rabite pravzaprav še cel preostanek ene stavbe velikosti par nogometnih igrišč, ne konkretna stavba, da žarke razdelite v 192, iz 8 žarkov jih naredite 192 in jo račujejo naprej. Končna energija, ki jo dosežejo, skozi te stopne je približno 2 megajoula. Zdaj malo za lažjo primerjavo, 2 megajoula energije takole na avtocesti porabite recimo v 2 minutah. Se pravi, motor od avta, ki dela, kakor pač dela, tako, minute so klele. Da pa dosežete jedrsko fuzijo iz tega, pa vso to energijo v obliki svetlobe zberete v eno točko, pa spustite v par nanosekunde. Se pravi, nano 10 na minus 9, se pravi, milijardo krat krajšem času od sekunde, za občutek. Pa še vse to zberete v eno relativno majhno točko, tarče za fuzijo so velike tako na nivoju centimetra. Žarke še vedno šibajo na okrog. Jaz bom skočil še na zadnjo. Zadnja je pa evropski rentgenski laser v Hamburgu. Zakaj sem še tega zbral? Po eni strani zato, ker sem bil pred enim mesecem tam, po drugi strani pa, ker je kar fascinantna naprava. And 3.4 kilometers away in an experiment hall the size of a football field. During this journey, the electrons in the yellow superconducting modules are accelerated at minus 271 degrees Celsius. The acceleration is so powerful that they reach almost the speed of light after just a few meters. After 2 kilometers, in which the energy of the electrons continues to increase, the tunnel divides step by step into 5 more tunnels. Here are the so-called undulator systems, 200-meter long magnetic structures in which intense light flashes with laser properties are generated with the help of electrons. This is X-ray laser light. An undulator system consists of more than 17,000 individual magnets and guides the accelerated electrons on a slalom course. With each change of direction, they release part of their energy as X-ray flashes. These flashes excite other electrons along the way to emit X-rays as well. And in the process, the incredibly bright X-ray laser light of the European XFEL is generated just like in an avalanche of light. Res na koncu. Kaj le ena majhna goljufija, tale svetlova gre samo v eno smer, imamo 2 zrcal, ampak zaradi tega ponavljajočega osciliranja hitrih elektronov dobite vsem svetlovo, rentgensko svetlovo, ki ima lastnosti v bistvu laserske svetlobe. Zakaj se to uporablja? Uporablja se za ultrahitro rentgensko slikanje. Zdaj, žark iz cevi vam pride velik približno milimeter pa pol. Zakaj je to majhen? Zato, ker če tipično, da se nekaj zgodi res hitro, mora biti tudi dimenzije majhne. Da je to sploh zanimivo. Namreč, koliko je teh pulzov rentgena, 100-krat na sekundo pride en paket 28 pulzov, to se pravi 100-krat po 28 rentgenskih pulzov, ampak tistih 128 pulzov pride pa s frekvenco približno 1 MHz, to se pravi, med njimi vsako mikrosekundo pride en rentgenski puls. Zelo kratki so tudi te pulzi, femtosekundi, tako da imate za osvetlitev rentgenske slike pač vsako gibanje vam zamrzne, ker s takimi hitrostmi gibanja ne boste opazili. Mi smo recimo slikali nekaj, kar se sliši na prvi pogled dosti mogoče neimpresivno. Slikali smo, kako se obnašajo lasersko zbojeni mehurčki v vodi ob aluminijasti steni, s tem, da nam je rentgen omogočil, da smo slikali kar skozi aluminijasto steno. Brez tega pač ne bi videli. Tiste na levi strani spodaj je naš posnetek, en primer. Mehurček se razširi, pa se nazaj sesuje v eno skoro točko, pa se pa tako
še naprej širi in krči nekaj časa, pa niti nismo gledali, je pa rentgenski pogled popolnoma nekaj drugega, kot optiča, nekaj ena desnica, če si primer, tole je mehurček s črno, vse ostalo je, da se plikve svetlova strani, tele površina s polirano aluminij, tako da vidite še vse tega mehurčka, tako zgleda pač na navadni kameri. Na rentgenu se vidite precej drugače, vidite pa tale obod, ko se nekako rob z tega zračnega mehurčka poravna smeril rentgena, rentgen pride skozi aluminijasto ploščico v našem primeru. Mi smo se pa s tem ukvarjali, ker smo imeli možnost, pa nas je zanimali, kaj se zanimala nas je v bistvu mehanizem erozije površin zaradi nastanka mehurčka v vodi, ker je znano, pa se ne razume čisto dobro, zakaj je. Ok, z moje strani bi bilo to vse o laserjih v fantastiki in v fiziki laserjev, kar sem bil zadost pripravljen. Hvala. Mislim, da imamo čas še za kakšno vprašanje, pa moram pa bežati naslednje predavanje. Ja? Tisti, ki je bil posnetek, ki razreže kovino, ne? Ja. Pač, a se to nič tako toplote ne generira, da bi deformirali tisto rezo? Generira se ogromno toplote, seveda. Tam zraven laser je tipično sklopljen v curk zraka. Pa ne še boljši kot zraka, mogoče dušika, kaj je inerten, tako da nimate kisika, da imate še zaščitno atmosfero. In odnaša staljen material stran, če hočete predati neko debelo kovinsko ploščo. Tako da staljen material odnaša stran, s tem gre večina toplote odvečne tudi stran, če zadeva pravilno, če so parametri obdelave pravilno izbrane. Je pa seveda se to ni neko tako rezanje, da bo na koncu res strašno čist. Gre pa hitro. Če hočete pa čist rez, gre pa 100.000-krat počasnejši. Za kakšne stvari še zmer dober, za kakšne stvari pa čisto počasno. Kak je pa, mislim, stavimo lightsabers, ne? Kak je lahko v bistvu moja lasersko svetlobo, ne? Ampak je samo do neke dolžine. To je pa trik, ne, to pa ni laser. Mislim, da je najboljši opis je plazemsko rezilo. Je lightsaber, ki se sveti, ni pa laser. Zato ga tudi ni bilo. Laserji so ono, kar strela. Tisto je šlo, tisto sem vključil, ker ni videti, da bi se končalo. Ja, točno tisto laser, rdeči iz Andorja, pa nisem s to popričal, ampak lightsaber ni. Tako da zato ga pa tudi ni v prezentaciji. Predvsem je odvisno, kaj je tarča. Laserski puls ne naredi kar lukne. Laserski puls se v materialu absorbira do neke globine, tisti material se zelo močno segreje in se skupaj vdeti stran kot ena mini eksplozija. Ampak to je zdaj z vidika tega, kaj se zares zgodi s takimi laserji, ker znamo to pogledati. Kaj se zgodi, če date neko čisto absurdno količino energije na eno večjo točko, največ nekaj podobnega, nekaj eksplozij podobnega. Zdaj še vprašanje, kaj je spodno. Kaj sploh je ta stvar, nekaj poteka. To je tudi pa bistveno. Če je kaj že itak, kar bo samo po sebi eksplodiralo zaradi vročine, pomaga, večji bom. Ok, ja, zadnje vprašanje. Kako si predstavljamo te večje količine energije? Zdaj, mi smo govorili o fotonih, večinoma samo o valovanju, ampak fotoni najbrž letijo skoraj svetlobnih prostorov. Fotoni letijo svetlobnih prostorov. Ja, mislim, če ne višli po vakuumu, po normalnem zraku, recimo. Tako da večja energija pomeni, kaj sam večji pošljaš? Sam več, ja, absolutno več. To zbrav, laser bo še energija fotona je definirana z njegovo valovno dolžino oziroma frekvenco. To je to, to je vse.
konc zgodbe. En foton pač nosi recimo zelena svetlova 2 elektron volta energije. To je 3x10 na minus 19 džula. To se pravi, rabite ogromno fotonov, že da prijete do neke take recimo zmerne energije za neko obdelavo materialov na nivoju milidžulov ali pa za iluzijo, ko imate megadžule, rabite seveda ogromno število fotonov, ne? Ko vsi pridejo znotraj recimo enega kratkega časovnega obdobja parih nanosekund. Zdaj, više energije, tam želite, kako jih žarke zdelijo, na 190 pa nazaj skupaj, spravijo to čisto zaradi praktičnih razlogov, da prije svetloba z vseh strani, pa da jim ne zgori optika od zadnji. Vse boljš imeti 200-krat manj energije na žark, kot pa 200-krat več, ne, lažje da Ja, če bi hotel iti naprej, se gre po istem principu, ne? Če bi hotel še več energije, če bi hotel imeti Dexter. Ampak, kako pa to obvladovati, te tehnike ni, ne? Te tehnike nimamo. Torej, omejitev so materiali. Ja, no, pa tudi energija, konc, ne? Zdaj, tlele, mogoče komentarno za National Ignition Facility, to se pravi, 2 megajoula energije je v svetlobi. Da dobiš toliko svetlobe, rabiš vsaj 50-krat več električne energije, ali pa 100-krat več, no, za tega reda. To so samo energije, ki se porabi za črpanje, kot vzbujanje te svetlobe. Kje pa še vse hlajenje, pa vse ostalo, ne? National Ignition Facility, ki ima svojo elektrarno, pač to je na tej skali, ne? Zato, ker ne gre, ne, morate to preklopiti doma v tičnico in pobrati elektriko iz tega vzglava, ne? Ne gre. Tudi so svojo energijo, ki jo morajo zelo kratkem času shranjujejo v kondenzatorjih, da jo lahko v kratkem času črpajo, nekaj tudi to nobeno omrežje ne zmore, to v kratkem času v eno točko spraviti energije. Tudi energija je tle naslednja ključna omejitev, kje sploh dobiti toliko energije. Zdaj, če bi rekli za Death Star, da rabi za cel planet uničiti energije, to se pravi, najbolj čist način dobiti energijo je direkt iz mase. Ampak to je edini način, ki ga poznamo, da se to zgodi, je anihilacija delca pa antidelca. Tista energija zajet, pa je sprav, to je bil tako idealiziran primer, koliko energije sploh rabimo, da bi recimo res uničili planet. Nore količine, ne, zdaj, če se bomo še kakšne izgube v take stvari, to pa še vse sledi, ne. To je sam pač 100% izkoristek v svetlobo. Deleč od tega, da bi bilo zares. Laserji so zelo optimizirani, imajo mogoče 30%. To niso neki ekstremni laserji, ampak taki, ki so narejeni za učinkovitost. Kitabre ima nekaj tako tipično. Se pravi, 3-krat več rabite elektrike, kot dobite svetlobo, to je wow. To pa, če pa 100-krat več, pa ni več kuga, če to za neko znanstveno uporabo, se noben to sekiraš. To je dela. Ne, dosti. To je pač sam strošno. Ja. Tako je.